ali lahko poveste, kaj bo za bolnike oziroma za zavarovance bolje po teh novih pravilih glede zagotavljanja pravic? Torej, najpomembnejša novost je seveda širitev pravic na področju medicinskih pripomočkov in sicer za področje inkontinence bodo zavarovane osebe imele pravico do večjih pravic kot je danes. Vse zavarovane osebe z inkontinenco do ene pravice več na dan, medtem ko zavarovane osebe pri določenih težjih zdravstvenih stanjih pa do 2 pravic več na dan. So pa tudi za sladkorne bolnike neke nove prednosti, ne? Drži. Na področju sladkorne bolezni uvajamo novost, sicer bodo zavarovane osebe upravičene do novega sistema za merjenje glukoze, hkrati pa za tiste, ki že uporabljajo sistem za kontinuirano merjenje, širimo pravico do večjih senzorjev. Torej, danes je pravica 40 senzorjev na leto, z novelo pravil pa pravica do 55 senzorjev na leto. Kakšen pa je ta novi sistem za merjenje krvnega sladkorja? Torej, nov sistem pomeni, da bodo zavarovane osebe lahko izvajale meritev z senzorjem, ki je 14 dni nameščen na delu telesa, kar pomeni, da ne bo potrebno toliko vodov dnevno, kot je to danes. To pomeni seveda izboljšanje kvalitete oskrbe in predvsem pri otrocih bistveno manj težav, kateri se nas opozarjajo tudi starši. Kakšen pa je finančni učinek teh novih širitev pravic? Finančni učinek širitve pravic je na letni ravni 10 milijonov evrov. Največji del se nanaša na področje inkontinence, sicer nekje 8 milijonov evrov pomenijo širitve na področju inkontinence, zaradi tega, ker je danes že več kot 80,000 oseb, ki potrebujejo najmanj več testosterona. Morda še to uvajate pa v bistvu nov sistem, kako bo Zavod za zdravstveno zavarovanje kupoval, če se tako reče, medicinske pripomočke. Tu uvajate torej osnovno kakovost, pogajanja za ceno, torej da boste imeli pod kontrolo pravzaprav celotno področje bolj. Drži, torej danes je skupščina sprejela pomemben pravilnik o seznamu izhodiščih za cenovne standarde in cene. Ta pravilnik ureja dve ključni področji. Prvo področje je določenje standardov kakovosti, ki ga danes nimamo ustrezno urejenega na področju medicinskih pripomočkov. Drugi sklop je pa aktivna vloga zavoda pri upravljanju ocen na področju medicinskih pripomočkov. Menite, da boste tu dosegli neke prihranke oziroma da se bodo cene znižale? Torej, naša ocena je, da pri potrošnih materialih, ki predstavljajo okrog 60% vseh odhodkov za medicinske pripomočke, da bi lahko dosegli tudi prihranke, vendar v tem trenutku težko ocenimo natančno, kolikšni bi ti lahko bili. Seveda bo pokazali pri izvajanju na vzpostavitvi seznama za pravice. Toliko, glede na to, da je zelo veliko število dobaviteljev na področju zdravil, je verjetno tako tudi na področju medicinskih pripomočkov. Koliko imate teh vseh dobaviteljev v Sloveniji in kakšna je celotna vrednost tega medicinskih pripomočkov? Medicinski pripomočki na letni ravni predstavljajo strošek v vrednosti 90 milijonov evrov. Je sicer res, da je to 2,5–2,6% vseh odhodkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, vendar so pa pomembna skupina za zavarovane osebe, ker so sestavni del procesa zdravljenja, tako kot storitve, tako kot zdravila. Vseh dobaviteljev je trenutno 450, s tem da moram poudariti, da to so pogodbeni dobavitelji, vseh izdajnih mest, torej mest, na katerih lahko zavarovane osebe pridejo do pripomočkov, je pa več kot 800. Verjetno v tem kontekstu gredo tudi kritike lekarniške zbornice, da niste verjetno seznanjeni, da gre tukaj za krčenje nekaterih pravic, da bodo morali zavarovanci doplačevati. Kako odgovarjate na to? Torej, mi se ne strinjamo, da
nov sistem prinaša slabšo oskrbo za zavarovane osebe, celo obratno. Torej, mi danes nimamo določenih osnovnih zahtev kakovosti, torej nimamo določenih standardov. Nov sistem prenaša določitev standardov kakovosti. Naslednja zadeva, kar je pomemben korak in pomembno za zavarovane osebe, v novem sistemu se ne bo moglo zgoditi, tako kot danes, da zavarovana oseba za isti artikel, ki ga dobi v Ljubljani brez doplačila, v Murski Soboti doplača. Tega nov sistem ne bo dopuščal. Bistven razkorak med ZZS in predstavniki dobaviteljev je pa seveda v priznavanju stroškov tako imenega prometa. Mi pač trdimo, da v breme javnih sredstev lahko priznamo tako, kot smo predlagali, naprimer pri teh serijskih delanih pripomočkih največ 15%, združenja dobaviteljev, proizvajalci pomenijo, da bi to moglo biti najmanj 30%. In v tem delu je najpomembnejši razkorak med ZZS in predstavniki dobaviteljev oziroma proizvajalcev. Kakšna pa so recimo... Dobimo maršo, ne? 15% cene posameznega pripomočka. Je naš predlog, torej njihov predlog je bil najmanj 30%, s tem, da mislim, predvsem tem predlogu pogrešali natančno analizo stroškov, ki nastajajo v tem delu. S tem, da moram podariti, da lekarniška zbornica se je v tem delu še potrudila, čeprav so sami priznali, da natančne analize stroškov nimajo, ki se nanašajo na medicinske pripomočke. Medtem ko ostala združenja so le predlagale vrednost brez neke utemeljitve. Tako kot sem že prej pojasnil, mi menimo, da v breme javnih sredstev bi pač teh 15% mogli zadostovati za pokrivanje stroškov, ki nastajajo pri izkrbi zavarovanju oseb. Kakšna pa so najvišja doplačila recimo za zavarovance pri teh medicinskih pripomočkih? Na področju medicinskih pripomočkov so doplačila predvsem pri očalih, tudi pri slušnih aparatih. Seveda naš namen je, da se v bodoče določijo takšni standardi osnovne zahteve kakovosti, ki bodo zagotavljali primerno oskrbo zavarovanih oseb. Doplačila bodo tudi v novem sistemu možna za tiste artikle, ki bodo uvrščeni v seznam. Po našem mnenju vsekakor argument, da v prihodnje ne bodo možna doplačila tako kot danes, ni pravi zato, da ne bi šli v nov sistem. Cilj ZZZS je, da se čim več artiklov, pripomočkov zagotavlja brez doplačila. Gospod Sušelj, zdaj skupščina je zavrnila finančni načrt za leto 2021, vključila pa sklep tudi pogoj, finančni načrt za leto 2020 pa je bil potrjen oziroma sprejet in bo zdaj posredovan vladi, kaj zdaj pomeni za naprej? Moram povedati, da letos se pravzaprav prvič lotevamo dvoletnega planiranja. Prej smo vedno obravnavali finančni načrt za naslednje leto, konkretno torej za leto 2020 in ta je sprejet in to mislim, da je dobro sporočilo tudi za zdravstvo, da bo lahko normalno funkcioniralo, da bodo tudi dogovorjene pogodbe in programi. Za 2021 je le še nekako odmaknjeno, gre za za 12 mesecev, je pa sporočilo skupščine jasno. Terciar konkretno v letošnjem letu ga ne bomo uspeli prenesti na proračun za naslednje leto, pa dejansko mislim, da so tukaj resni nastavki, da bi se to lahko dogovorilo. Ni pa tukaj samo transfer denarja iz proračuna na zavod in potem za izobraževanje, za raziskovanje, pač pa ima ministrstvo, tako smo razumeli tudi državnega sekretarja, ambicijo, da bi nekako dodatno uredili ta segment, kar bi seveda pomenilo, da bi bilo še bolj transparentno in seveda, da iz tega denarja, ki ni tako majhen, terciar je na letnem nivoju približno 30 milijonov, dobi slovensko zdravstvo čim več. Je pa ta del pomemben, ker seveda, če hočemo tudi v zdravstvu iti naprej, potem moramo vlagati v izobraževanje, v razvoj, v raziskovanje. Seveda, temu zavod ne usporava pa samo to, da se to financira iz sredstva, ki so zbrana solidarnostno in so namenjene za zdravstvene storitve. Torej ste optimistični, da bo v bistvu financiranje terciarja 1 v prihodnjem letu na bremenu proračuna? Torej, jaz večkrat ponavljam, mi imamo staro zakonodajo.
zdajšnja stara zakonodaja na nek način omogoča tudi financiranje strani proračuna, ampak sem razumel sporočilo ministrstva, da bi še dodatno uredilo za zakonodajo tudi ta segment, da imamo čim več iz tega naslova, iz teh sredstev. Vemo pa, da je zakonodaja zahtevna, posebej, če je toliko zamika, tako da mislim, da bo treba kar zavihati rokave, če hočemo priti do leta 2021, do zakona, ki bo tudi, pil vodo in se začel uveljavljati. Kaj pa še prinaša finančni načrt za leto 2020? Tam ste imeli razdeljene tudi recimo širitve določenih programov, lahko še mogoče to mečkam pojasnite? Ja, leto 2020 govorimo. 2020 je, kar se tiče širitev programov, relativno skromno, ker imamo na razpolago 23 dodatnih milijonov. En del namenjamo za skrajševanje čakalnih dob. Na kritična področja bomo dodali še nekaj denarja in zahtevali seveda večji obseg programov. Bi pa želel poudariti, da to ni edini denar, ki ga namenjamo za skrajševanje čakalnih dob, ker smo povečali programe že v prejšnjih 2 letih, tako da je skupaj 65 dodatnih milijonov, torej za dodatne programe za napadanje tistih področij, kjer imamo recimo na ortopediji, ker imamo težave z čakalnimi dobami za hrbtenico, pa še nekaj na drugih področjih. Potem približno 5 milijonov namenjamo za nove dodatne pravice, ki so opredeljene v pravilih, ki se tudi danes sprejemajo. Gre predvsem za več kontinenčnega materiala, torej za več plenic, posebej za tiste bolnike, ki imajo težjo kontinenco, pa tudi tiste, ki so v domovih za ostarele. Potem dodajamo še neke dodatne pravice za bolnike z sladkorno boleznijo. Tukaj gre tehnologija zdravljenja izredno hitro naprej, bistveno manj ubodov bo za merjenje glukoze, za merjenje inzulina, tako da bodo pacienti dejansko tukaj precej profitirali. Potem imamo namenjen en del te dodatne kvote denarja za nova zdravila, nažalost manj, kot bi si želeli. Pridobivamo pa pri zdravilih tudi nekaj dodatnih virov iz naslova pogodb z dobavitelji zdravil, tako imenovano povračila ali paybacki so vredna približno 4-krat več, kot mi namenjamo novega denarja, svežega denarja za zdravila, tako da upam, da bomo sledili razvoju novih zdravil na tem področju, tako da skupaj bo približno 30-28 milijonov točno za nova zdravila v naslednjem letu. Potem imamo 5 milijonov predvidenih za spremembe, ki jih predvidevamo pri obračunu bolnišničnih storitev, za tiste storitve, ki so vezane z ležanjem v bolnišnici. To plačujemo po skupinah primerljivih primerov. Tam smo zaključili v preteklem letu nacionalno stroškovno analizo, skratka prehajamo na naše slovenske otežine, na naše slovenska razmera in za tiste, ki so bili sedaj podplačevani, v tem segmentu predvidevamo dodatnih 5 milijonov. Potem so pa še neke širitve na področju cepljenja za meningitis, pa za neka druga cepljenja, tako da dejansko smo postrgali vse do zadnjega centa, bi rekel, v teh 23 milijonov in jih z današnjim finančnim načrtom na nek način dajemo v uporabo. Najlepša hvala. Eno zadevo bi še omenil, tudi danes na skupščini je bila razprava, koliko na nek način prenašamo obveznosti iz preteklega leta v letošnje leto. Teh obveznosti, torej neplačanih obveznosti, se je nateklo do decembra nekaj čez 40 milijonov, to dejansko potem šele v letošnjem letu plačujemo. To je pa približno enaka količina denarja, kot ga pravzaprav imamo na razpolago, vendar ga ne smemo uporabiti zaradi odloga. Tako da, nažalost, smo morali to prenesti v leto 2020, denar pa v bistvu se en del seli v rezerve za epidemije, za izredne situacije, en del bo pa sicer na razpolago za leto 2020, pa vendarle, če bo nam to dovoljeval odlog. Zato ponavljanje zahteve, da se odlog na nek način sprosti v letu 2020 ni, bom rekel, je zelo pomembno za nas, ker dejansko bi želeli, da ta denar, ki se namensko zbere za zdravstvo, se tudi namensko uporabi.
Ampak če sem prav razumela, ste imeli nekaj zagotovila, da ne bi se to pa letos zgodilo kaj do 30.6. potem? To je bila zahteva ali pa načelen dogovor z Ministrstvom za zdravje in med našo hišo, vendar pa je odločala o tem vlada, mora vlada dati predlog in potem tudi državni zbor to sprejeti. Ministrstvo za finance iz včerajšnjega odziva nekoliko zadržano. Zadržano je, ker se na nek način ne ve točno, kakšna bo rast gospodarstva. V marcu bomo imeli naslednjo Uber napoved, pa tudi na nek način Ministrstvo za finance skrbi za vzdržnost celotnega sektorja javnih financ in na žalost, če se nekje več porabi, bom rekel, na pamet za vojsko, potem ostaja manj za zdravstvo. Ker ni vredno, ne? Mi bi si seveda želeli, da denar za zdravstvo na nek način postopno narašča, ker zaostajamo za drugimi državami, to se tudi danes jasno pokazal. Skupaj namenjamo dobrih 8% BDP-ja za zdravstvo, medtem ko nas primerljive evropske države, povprečje v evropskih državah je pa 9,6. Kakšna zagotovila ste torej prinesli strani vlade glede prenosa izobraževanja in raziskovanja na proračun iz zdravstvene blagajne? Torej, stališče je jasno. Naš minister seveda podpira ta transfer, vendar je treba za to tudi, bom rekel, so robni pogoji zelo pomembni, gre za sistemsko ureditev, na to nas tudi v bistvu opozarjajo. Druga zadeva, ki je sistemsko ureditev, torej pomeni tudi previdnost, predvsem pri tveganjih, da bo ta denar v prihodnosti, torej ko bo ta transfer izveden, seveda tudi porabljen za ta namene, ki so v bistvu zelo pomembne. Gre za inovativne prakse, gre za učeče in gre za, bom rekel, vse raziskovanje na, bom rekel, v okviru terciarja. Kakšne pa so možnosti, recimo, da bo to že v letu 2021? Glejte, videli ste tudi sami, kakšno je bilo, bom rekel, glasovanje glede prvega sklepa. Videli ste, da so bili predstavniki Ministrstva za zdravje proti so bili predvsem zaradi tega, ker sem tudi sam poudaril, da tako Ministrstvo za zdravje kot vlada vedno dela po črti zakonitosti in dokler mi nimamo te sistemske ureditve pod streho, mi zelo težko rečemo, da bomo to naredili. Seveda, pa, kot sem rekel, bomo več čas, bom rekel, vse napore vlagali v to, da bo ta transfer tudi izveden. Vendar se je napovedana sistemska zakonodaja sprejem že do poletja. Ja, mi vemo, da obstajajo, bom rekel, v prvi vrsti, kljub temu, da je to, bom rekel, koalicijska obveza in da tudi, bom rekel, resolucija do leta 2025, ki jo sicer se lahko spremenimo, nas to obvezuje. Vendar je treba vedeti, da vsa zakonodaja, kot vemo, gre v javno razpravo, gre v medresorske razprave in tule je, bom rekel, kar nekaj korakov, kjer se bo pa naš minister seveda zavzemal za to, kar sem že danes povedal. Kar pa glede odloka in spremembe odloka, ki seveda zelo zavira financiranje zdravstva. Glede, tudi o tem je bilo na sestanku, ki sem ga omenil, govora. Torej, minister, ki je dobil pooblastilo predsednika vlade, je seveda dobil mnenja, tako tudi mnenje Ministrstva za finance in za temi sklepi je tudi obvestil kabinet predsednika vlade. Kakšno je bilo mnenje Ministrstva za finance? Da bi se naj, bom rekel, ta odlok seveda, vemo, da so tu zadnje tudi, bom rekel, fiskalna pravila in podobno, da bi se seveda ta odlok, če bi bila potreba in seveda tudi vsi pogoji za to odprli. Gre za najbrž ta ustavno presojo? Ja, seveda, v bistvu smo v ustavnim presojam, smo podvrženi smo pa tudi temu, ker vemo, da imamo kar nekaj stebrov in ti stebri morajo biti med sebojno uravnoteženi. In danes, bom rekel, glede na makroekonomske analize težko rečemo, kaj bo se v prihodnosti dogajalo.